Teden Mlade Evrope ter z njim šotora in aktivnosti pobude Mladi in mobilnost so včeraj ob 11. uri odprli predstavniki organizatorjev vseh aktivnosti. Dogajanje so z glasbenim programom popestrili Eva in Nika Prusnik, ambasadorki pobude Mladi in mobilnost za Slovenijo ter glasbena skupina Steinbrück. Ob tej priložnosti so bile v okviru praznovanja 25. obletnice evropskega programa Erasmus podeljene tudi nagrade zmagovalcem natečaja Kmepius za najboljšo Erasmus zgodbo, fotografijo in video posnetek, s katerim so študentje dokumentirali svoja doživetja Erasmus obdobja v tujini. Kako se program Evropske unije predstavlja na tednu Mlade Evrope? Torej, Evropska unija se na tednu Mlade Evrope predstavlja z osrednjim dogodkom, to je kampanja Mladi in mobilnost. V okviru kampanje Mladi in mobilnost se predstavljajo programi tako neformalnega kot formalnega izobraževanja, kot tudi kontaktne točke in informacijske mreže Evropske komisije, ki delujejo v Sloveniji. Vse to se dogaja cel teden, od ponedeljka do četrtka, s tem, da je danes dan namenjen študentom, torej programu Erasmus, ki prav danes praznuje 25. obletnico. Na to smo zelo ponosni, saj je en najbolj uspešnih programov mobilnosti, v katerem je v lanskem letu recimo sodelovalo že več kot 230 tisoč mladih po celi Evropi, s tem, da v globalnem pogledu to pomeni kar 8,5% več kot v preteklem letu. Torej, ta program res pridobiva na pomembnosti in je vedno več udeležencev in pričakujemo tam nekje do 3 milijonov, da se bo v kratkem številka povzdignila vseh tistih, ki so sodelovali v kakršnih koli programih Erasmus. To so programi tako izmenjav, kot tudi delovne prakse in izmenjav med institucijami. Lahko na kratko predstaviš delovanje vaše organizacije? Ja, jaz sem predstavnik ESN-ja, to je Erasmus Student Network. Naše društvo se ukvarja z mednarodnimi študenti v Mariboru. Se pravi, mi skrbimo za njih ob prihodu, se pravi, ko pridejo, jih pomagamo pri aklimatizaciji, razni papirologiji, pomagamo, da dobijo študentske bone in podobno. In tudi jim prirejamo aktivnosti vsaki teden, tudi kakšne izlete. Smo precej fleksibilni tudi na predloge z njihove strani, če želijo kam iti, se vsaj da zmeniti. Kako se ti zdi ideja tedna Mlade Evrope? Super se mi zdi, da se na en kup zberejo mladinske organizacije, da se predstavi v Mariboru, kaj vse obstaja, sploh na tem našem velikem trgu, kjer vsak v bistvu mimo gre, ker ogromno je stvari, ki se dogajajo, ampak ljudje preprosto ne vejo. Se vam zdi, da je teden Mlade Evrope dober? Je dobro to za Maribor? Ja, to je absolutno zelo dobra zadeva. Mladinske organizacije se bodo lahko predstavile v popolni luči in pa je tudi neka generalka, da lahko drugo leto naredimo morda še bolj obširno zadevo. To se pravi, da je pomembno, da v letu, ko je Evropska prestolnica kulture v Mariboru, mladi še bolj aktivno sodelujemo v mestu. Ja, seveda, mladim je treba dati možnost in da veš, da lahko nekje prisostvuješ in kaj narediš, potem pa se ti širijo obzorja in se ti zdi, da si doprinesel k nekemu dobremu mestu. Nam lahko predstaviš projekte, s katerimi se študentska organizacija danes tukaj predstavlja? To stojnico ima oddelek za interesne dejavnosti študentov. Danes predstavljamo Lampiončkove igre, ki bodo v torek 15. maja. Na teh Lampiončkovih igrah se bodo lahko študenti preizkusili v raznih igrah, kot recimo šajtrgareli, mehanski bik, fanball. Prijavijo se lahko ekipe z 3 fanti in 2 puncama ali pa obratno. Predstavljamo pa tudi še Vukfest, to pa je veliki umetnostno-kulturni festival, na katerem bomo imeli veliko kulturnih vsebin, od slacklinea do žonglerjev, skratka veliko kulturnih in zabavnih vsebin.